To je problem številka 1 pri vlaganju. Ultimativni ubijalec dobičkov, vaši občutki. Pridružite se nam v tej posebni epizodi, kjer vam bom pokazal, kako preprečite čustvene naložbene odločitve, ki vas lahko vodijo v izgube. Vsi smo bili tukaj. Strah in pohlep vam lahko zameglita presojo in vas vodita v čustvene naložbene odločitve, zaradi katerih lahko utrpite nepotrebne izgube, zamudite priložnosti, ogrozite svoj finančni položaj in seveda posledično tudi utrpite veliko stresa. Ampak kakšna je rešitev? Dobro se je zavedati tega, da to prepoznamo. Seveda je tukaj tudi pogoj prakse. Prvo je torej zavedanje in nato se skozi čas naučimo prepoznavanja čustvenih sprožilcev, da tako lažje obvladamo stres in se tako izognemo tipičnim začetniškim napakam. V iskanju odgovora na to, kako preprečimo čustvene odločitve, si moramo najprej pogledati, kako deluje kriptotrg. Trg kriptovalut poganjajo ponudba in povpraševanje. Vsak trg so tudi cene kriptovalut določene s tem, koliko jih ljudje želijo in koliko jih je na voljo. Nato novice, poročila, napovedi in govorice, kot tudi novi tehnološki razvoji na tehnologiji blockchain. No, ti dejavniki pri vlagateljih sprožajo dve glavni čustvi: strah in pohlep. Ta dva občutka v bistvu poganjata cikle kriptotrga, ki so ponavljajoči se vzorci vedenja trga skozi čas. Vsak tržni cikel ima 4 faze. Ta prva faza je faza akumulacije. Takrat je trg dosegel dno, cene so nizke in stabilne. Splošno razpoloženje udeležencev trga je precej negativno, tudi o kriptovalutah se zelo malo govori. Ampak točno v tej fazi izkušeni vlagatelji začnejo kupovati. Druga faza je bikovska faza, ki jo predstavlja rast. Cene začnejo naraščati, vedno več je javnega zanimanja in medijske pozornosti. Optimizem med vlagatelji se veča, kar pritegne nove in nove vlagatelje, kar še dodatno prispeva k povišanju cene. Tretja faza je faza distribucije, to je, ko trg doseže vrh. Zgodnji vlagatelji začnejo pobirati dobičke s prodajo. Ponudba se s tem poveča in začne se padec. Ogromno neizkušenih vlagateljev v tej fazi zmotno razmišlja, da se gre za popravek in sledijo buy the dip metodi. Četrta in zadnja faza je medvedja faza, ko cene močno in hitro izgubljajo vrednost. V Wall Streetu je znan pregovor, ki pravi, da cene grejo po stopnišču gor, dol pa kar z dvigalom. Pojavita se panika in negativno razpoloženje, kar še dodatno povzroči padanje cen, vse dokler trg ne doseže dna. Ko se ta faza zaključi, ko zmanjka prodajalcev, se cikel ponovi. Dajmo si zdaj pogledati, kaj sproži čustva med kriptovlagatelji. Mednje sodijo predvsem hitra in velika nihanja cen, ki povzročijo anksioznost ali vznemirjenje. Tukaj so tudi senzacionalne naslovnice, medijska histerija, influencerji na družbenih omrežjih, ki lahko povzročijo pohlep ali pa paniko. Potem je tukaj še potreba po hitrih dobičkih ali po povrnitvi izgub, ki lahko zamegli presojo vlagateljev. To poznamo kot tako imenovani hate trading, ko se vlagatelj želi maščevati trgu za svoje izgube in se skoraj nikoli ne konča dobro. Potem naprej imamo opazovanje vrstnikov, ki dosegajo velike dobičke, ali pa vsaj tako trdijo, kar nas lahko spodbudi, da jim sledimo brez ustrezne analize. Ti čustveni sprožilci med vlagatelji sprožajo tako imenovani FOMO in FAT. FOMO ali Fear of Missing Out je strah pred tem, da bomo zamudili priložnost, kar lahko vodi v pohlep in nepremišljene nakupe. FAT ali Fear, Uncertainty, Doubt ali prevedeno strah, negotovost in dvom pa vzpodbudi strah pred izgubo kapitala, kar dodatno vodi v panično prodajo z izgubo. Pa si oglejmo zdaj še, katere so tipične čustvene napake, do katerih nas lahko vodijo čustveni sprožilci. To je vlaganje brez naložbenega načrta. To je huda napaka. K sreči imamo za to že pripravljen video, katerega si lahko ogledate in vas vodimo korak za korakom, da si lahko ustvarite uspešni naložbeni načrt. Potem je nakup blizu vrha zaradi občutka FOMO.
pa potem tudi prodaja z izgubo zaradi občutka FAT, prekomerno trgovanje zaradi želje po hitrih dobičkih. To zahteva ogromno učenja in analiz in ni primerno za začetne vlagatelje. Na to imamo tukaj tudi preveliko samozavest po nekaj zmagah, tisti občutek, zdaj pa vem, in te potem trg nauči ponižnosti. Na to je še sprejem večjega tveganja, kot smo ga vnaprej določili zaradi potrebe po povrnitvi izgub. Hate trading, ki se skoraj nikoli ne obnese. In na to imamo še ignoriranje raznolikega portfelja zaradi čustvene navezanosti na določeno sredstvo. To je zelo pogosta napaka začetnikov, ko jim je nek projekt zelo všeč in se čustveno navežejo nanj. Tudi sam sem bil tam. Potem naprej imamo predolgo držanje svoje naložbe in spregled optimalne točke za prodajo zaradi pohlepa. Hodl je super, če ste pripravljeni miriti svoje emocije ob volatilnih skokih in padcih na kriptotrgu. Obstaja pa tudi nenapisano pravilo, da se hodla samo Bitcoin in Ethereum. Ostale kriptovalute lahko zaradi vse večje konkurence na kriptotrgu v naslednjih bikovskih fazah razočarajo. Poglejte na primer Ripple. Zdaj strahu in pohlepa ne moremo premagati, to sta normalni človeški čustvi. Cilj je, da se ju zavedamo, ju pri sebi prepoznamo in se naučimo gledati na situacijo čim bolj objektivno. Ampak kako se izognemo čustvenim napakam? No, tukaj je predvsem potreben čas in gradnja na samemu sebi. Treba je tudi ostati informiran o kriptotrgu in analizirati stare napake, da se vidi, kaj je šlo narobe in kako se lahko to v prihodnje prepreči. Informirate se lahko tako, da spremljate naše tedenske analize kriptotrga, kjer analiziramo trenutno stanje na trgu in iščemo nove priložnosti. Zelo pomembno je tudi izogibanje stresu. To naredite tako, da ne sledite cenam ves čas, raje si določite intervale za pregled portfelja. In še zelo pomemben korak. Napake bodo. Treba se je učiti iz njih, razmišljati o njih, da se na koncu razume, kaj je šlo narobe in se posledično tudi izogne ponavljanju v prihodnosti. Tu je tudi kratek seznam, s katerim lahko zagotovite, da je vsaka odločitev o naložbi, ki jo sprejmete, premišljena in se ujema z vašo celotno naložbeno strategijo. O vsaki točki razmislite in na čim več vprašanj odgovorite z da, preden se odločite za nakup. Prvo vprašanje: je naložba v skladu z mojimi kratkoročnimi in ali dolgoročnimi finančnimi cilji? Ali predvidena vsota za naložbo ne bo ogrozila moje finančne varnosti? Ali tveganje te naložbe ustreza moji toleranci do tveganja? Ali imam dovolj kapitala, da vložim za to potrebno obdobje? Sem raziskal kriptovaluto, vključno z njenim potencialom in tveganji? Vse te čustvene sprožilce in posledično tudi čustvene napake sprožijo tudi naši občutki do denarja. Zato je tukaj tudi zelo pomemben odgovor na vprašanje, kaj sploh je denar, do katerega gojimo taka čustva. Žalostno je, da če bi se morda sprehodil recimo po Ljubljani in postavil to vprašanje naključnim mimoidočim, mi skoraj nihče ne bi znal odgovoriti. Kje je razlog za to? Predvsem v izobraževanju. Šolski sistemi in zdaj tudi starši, ki so bili pod vplivom prejšnjih šolskih sistemov, tega ne učijo bodočim generacijam. Zagotovo ste že zasledili stavek, ki ga ponavljajo starši ali pa v šolah. Uči se, da boš dobil dobro službo, da boš dobro zaslužil, si boš lahko vzel kredit in kupil stanovanje. To je zelo dobro premišljen stavek iz strani sistema, ki je zdaj vprogramiran v nas. Zakaj? Sistem in vlade na račun tega stavka poberejo največ davkov. Samo poglejte si plačilno listo. Skoraj polovica vaših prihodkov gre državi z davki. Spodbujajo se celo občutki do kapitala že v šolskih sistemih, neprestano pa tudi preko medijev. Dober primer so že poročila. Probajte zaslediti, kolikokrat se pojavlja pojem interesi kapitala, ki je konstanten kamen spotike. Kakorkoli že, investiranje vam bo odprlo oči in videli boste popolnoma drugi svet. Tako kot se je prikazal meni. Izgube? Ja, seveda bodo in upam, da čim manjše, zato tudi na Kriptomatu delamo te izobraževalne videe. Ampak kaj vas bo vse to naučilo skozi čas?
Naučilo vas bo, da izgubite občutke do denarja. To bo težko, ker tudi sam vem, kako je. Je tvoj kripto poskočil v ceni? Zagotovo si že predstavljaš, kako boš užival na počitnicah, na Bahamih ali pa si kupil nov avto. To so ti občutki. Če pomislimo logično, denar nima občutkov, nam jih ne vrača, je mrtva stvar. In logično tudi je, da mi izgubimo občutke do denarja. Zaenkrat toliko o samem denarju in kapitalu, bodo pa sledili še ostali videi, kjer bomo še bolj razkrivali, kaj je denar, kaj je kapital in podobna vprašanja, na katera bi ljudje morali poznati odgovore. Tako, to je zaključek videa, kjer upamo, da smo vam pomagali pri prepoznavanju vaših občutkov pri vlaganju v kripto. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, če pa ostaja še kakšno, nam kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bomo odgovorili nam. V naslednjih videih si bomo podrobneje ogledali še, kako se ubraniti pred goljufi in kako spremljati svoje naložbe. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.